Hello, evo mene po dolgem cajtu nazaj. Pridi na kavo, ker prejšnji teden, tisti, ki me spremljate in ki ste me spremljali prejšnji teden na Instagram storijih, vam je bilo strašno zanimivo, ko sem delila moje zgodbe in pohode z mojo taščo. Zdaj že veste, ne, tisti, ki me malo dlje časa spremljate, da moja tašča vedno, ko pride v Istanbul, morava v njem pohodniški turistični program vključiti še pohode po snemalnih lokacijah turških serij. In to vam je bilo strašno zanimivo. Pisale ste mi, večinoma punce, ženske. Naj povem še kaj več o tem, kje najdeva midve te lokacije, kam sva šle, a sva najdle in spoznale in se slikale s kakšnimi znanimi, slavnimi igralci in tak naprej. Evo, danes v tem videu ti, razkrijem, če lahko tako rečem, čisto vse. Pripravi si eno kavo, ne bomo dolgi, ampak uživaj v tem videu. Ok, ful točem po mizi in ful se sliši vse, ampak upam, da mi ne zamerite. Prvič delam ta story time, no v glavnem, da naredim en tak mali uvod. Zdaj, veste, da sem sporočena z Turkom, moja tašča je tipična Turkinja, zakrita ženska, ampak izredno simpatična in smešna. Jaz se skozi smejim, pač ful je za štose in ful je za zabavo. In lansko leto se mi zdi, da je bilo prvič, ko sem delila pač te zgodbe z vami. Nama je lansko leto uspelo, njej je uspelo, prepričati snemalno ekipo, da se je glavni igralec turške serije Camdaki Kız, torej to je dekle iza stekla, da je prišel do naju v copatih, ker so snemali, je prišel do naju in se pač slikal z nama. In to je bilo moje prvo srečanje z nekim znanim igralcem, znanim Turkom, zaslavnim. In od takrat naprej smo midve dobile ful motivacije, da greva zdaj midve pa kar po vseh teh snemalnih lokacijah. No, v glavnem, to je bilo lansko leto in sva hodile pač po tej in po drugi in po tretji in po četrti lokaciji, tako da sva najdle in spoznale in se poslikale, posnemale s temi igralci. In seveda letošnje leto, ko je tašča prišla spet na obisk v Istanbul, ker živi na jugu Turčije, v Alani, ste gledali še kakšen video mogoče, je pač bilo to obvezno v planu, ne. In no, midve sva se letos odpravile na set snemanja dveh serij, in sicer ena serija se imenuje Bambaška-Biri, druga serija se pa imenuje Yalı Çapkını. Ne vem, a gledate kaj te serije? Dajte mi malo napisati spodaj v komentarje. No, v glavnem, in pač imele sva spet take štose, ste gledali kaj po tem Instagramu, pač ona je tam razlagala snemalni ekipi, da je ona ful oddaleč prišla in da ima ona tudi pač snaho od daleč in da sem jaz iz Slovenije in kaj se tam zgodi. Pač slučajno on, ki je bil tam z tisto šiltkapo, z črno šiltkapo, ki sem vam omenjala, reče, jaz sem pa naveličan teh Turkin, ki so preveč zahtevne, jaz bi pa tudi imel eno tujkinjo za bodočo nevesto. In pol se je štorija začela, ne. In pol jaz pristopim zraven in v glavnem pol se pogajamo, a bom jaz kaj zrihta kakšno slovensko snaho, da on pol nama razkaže pač in odpre vrata v tisto vilo. V glavnem, smo imeli pač zanimive in pestre dni, se spomnite, prejšnji teden, prejšnji vikend. Najbolj vas je pa zanimalo, ne, zdaj ogromno vas prihaja, verjetno vas ogromno prihaja v Istanbul, kako se sploh midve lotiva tega, kje to najdeva te lokacije in tak naprej, in če jaz lahko delim te lokacije. V glavnem, da začnem z tem. Zdaj, vsi tisti, ki ste že kdajkoli bili v Istanbulu, poznate, da je Istanbul ogromno mesto, nepregledno mesto, ulic pač, ki so speljane kot v labirintu, in tisti, ki pač
to poznate situacijo, veste, da teh lokacij ni tako enostavno najti. Ker, kaj rabiš? Rabiš dve sestavini. Ena sestavina je, rabiš nekoga, ki gleda te serije, torej ki pozna serije, in rabiš nekoga, ki zelo dobro pozna Istanbul. Ker kaj delaš, torej ko gledaš serije, opazuješ lokacije, kaj se vidi od zadaj, kje bi lahko to bilo, in potem pokombiniraš z pač poznavanjem mesta. Tako da, ko pride moja tašča k meni, ona reče, jaz bi pa šla Eva na tisto serijo, pa na ono serijo, pa na tretjo serijo, in potem se spravim v raziskovanje. Pač gledamo tiste scene obe iz nadaljevank in potem iščeva, kje bi to lahko sploh bilo. Tako da to je cela detektivska naloga. In zadnjič sem imela priložnost, da se pogovarjam z eno punco, ki mi je pisala pač po Instagramu in mi reče, ja, se vedno kažejo pač tisto sceno iz Bosporskega mosta in se ni tako verjetno kaj težko najti, ne? No ja, da vam povem, pač prvič, ti mostovi na Bosporju so 3. Drugič, tista scena z Bosporskim mostom je v čisto vseh nadaljevankah enaka, to je samo pač tisti standardni posnetek z dronom. In tretjič, tudi če izgleda na sami nadaljevanki, da so lokacije ena blizu druge, ponavadi je to samo iluzija in te lokacije so raztreščene po celem mestu. Največ se jih snema na azijskem delu mesta, nekaj se jih snema tudi na evropskem, ampak res so raztrošene, so po čisto celem mestu. Teda, to ni enostavna naloga, pač spraviti se morate k temu, k raziskovanju, porabiti nekaj časa, malo spoznati mesto in tak naprej, pa seveda imeti pol srečo, da pridete na pravi dan, v pravem času na to mesto, da pač nekaj vidite tam. Tako da, midve smo imele srečo, pač malo poznaš mesto, situacijo in tak naprej, predvidevaš, kdaj se snemajo, pač pri nas se snemajo te nadaljevanke približno 2 tedna vnaprej. Tako da fajn je iti na te sete, če že se odpravite na te sete, na pač tiste, ki se trenutno snemajo. Zdaj lahko greste na tiste, ki so že končane, pač, ampak tam vidite tisto hišo oziroma tisto lokacijo, več nobenega pa ni tam. Tako da fajn iti pač na te, ki so trenutno popularne oziroma ki so trenutno aktualne in se vrtijo. Zdaj, eno vprašanje se spomnim je bilo, ko ste me vprašali, ali v teh vilah ne živijo in so samo te vile pač namenjene snemanju. Zdaj, kako sploh snemajo, ne? Zanimivo mi je bilo to, da pač snemajo na ta pravih živih lokacijah, da to ni posneto v nekih studijih. Ja, večinoma snemajo pač res na živih lokacijah, nekaj, mogoče včasih tu in tam kakšna scena je posneta v studiju, ampak se prav vidi, čeprav so narejene tiste istanbulske hiše in ulice in tak naprej, ampak se prav vidi, da je pač to snemano v enem studiju. Ta studio je ponavadi na azijski strani, v okrožju, ki se imenuje Bejkoz, in ta lokacija se imenuje Bejkoz Kundura. No, to je ena lokacija, pač, kjer se ta studio nahaja. No, medtem ko pa pač vse ostale lokacije, torej se te vile, hiše, stanovanja, ulice in tak naprej, so pa ponovadi resnične. In pač, ko prideš tja, vidiš ogromne vrste teh tovornjakov oziroma teh karavan. To so ponovadi ti avtodomi, ko jih pač turistični avtodomi, se jih poznate, kjer se notri, shranjujejo opremo, elemente, kjer notri, delajo jim pač maske, make-upe in tak naprej. V glavnem, to so vrste in kolone dolgih teh karavan. In v glavnem, ko prideš tja, je zdaj odvisno, ali so na cesti ali so kje v tej vili. Mi zdaj, ko smo prišli do te hiše, te vile Jale Čapkana, je ta vila čisto ob cesti. Tako da tam pač ta vila se zapre z tistimi železnimi vrati, tako da notri nič ne vidiš, ampak se potem moraš znajti in pač iti, na okoliški hrib, tam, kjer se malo pač cesta dvigne, da malo notri gledaš. No in nama je uspelo videti glavno igralko Afro Mahalajeven, ampak žal ni uspelo, da bi se karkoli poslikale, ker so pa strogi
kar se tiče pač nekega snemanja s telefonom. Zdaj, če ti slučajno uspe posneti, si res lahko srečen. Samo ful imajo teh zaposlenih iz ekipe, ki preverjajo, a slučajno je kdo kaj snemal in pač če pridejo do tebe oziroma če ugotovijo, da si karkoli posnel iz scene, ki še ni bila na televiziji, ti pač to zbriše dol z telefona. No in pač midve z mojo taščo, z njenimi temi komunikacijskimi veščinami smo midve prišle do te snemalne ekipe, do tja. In valjda tam, ko je moja tašča promovirala Slovenske snahe, sem se jaz pa slučajno pogovarjala z enim drugim gospodom zraven in ta gospod se je izkazal za šoferja te glavne igralke Afre, torej Sejran se imenuje v nadaljevanki. No in on je šofer in pač tam razlaga, da so zdaj notri in da snemajo in da pač ne more zdaj pač oni kar hoditi ven in se slikati in tako naprej. In je rekel, da imajo ful pester program, da to pač cel dan snemajo in snemajo od zjutraj do večera, do poznih večernih ur in oni pač tam čakajo in ona, ki pridejo danot v avto, zdaj slučajno tam, če se zgodi, ne, da se pač na tak moment nahajate na tisti lokaciji, včasih mogoče, če so pač ti igralci toliko, da se, ne vem, da jim je do tega, da se snemajo in slikajo z njihovimi oboževalci, potem imaš srečo, drugače pa ponovadi ne grejo direktno pač v avto notri in jo odpelje. Pravi on, da je ta šofer je rekel, da je nula možnosti, da pač se tam ustavlja in da ne vem, pač, da ima ful pester program, glavne, da je ful zasedena. No in s temi vilami, ne, pač v teh vilah za časa snemanja noben ne živi tam notri, ker so lastniki valjda pač istanbulški bogataši, ki nimajo vlasti samo tiste vile, ampak imajo vlasti še pač več drugih nepremičnin v tistem času pač živijo na kateri drugi lokaciji, tako da s tem ni problema. Tako da oddajajo te pač hiše in vile in stanovanja posebej za snemalne lokacije in se dogovorijo in naredijo pač neke te njihove pogodbe in za tisti čas pač se zmenijo, za koliko teh epizod imajo pač to zakupljeno. V glavnem, kaj je še bilo vprašanje, da malo povem. Aha, točno, ja. V glavnem to je bil Jale Čapkane, no medtem ko ta Bambaška Biri sta pa bila ta glavna igralca, Hande Erčel in pa Denis Burak, sta pa bila notri v karavani, torej notri v tistem tovornjaku v avtodomu. In pač, ko so bili ti avtodomi postavljeni, sem jaz vzela kamero in sem pač hodila tam naokoli in sem snemala, ste gledali tiste, tam, kjer sem kazala, da so imeli kostume notri, tisti karavan, pač, kjer je bila garderoba notri in so tam likali, pripravljali. No, naokrog je bila snemalna ekipa in jaz tam nekaj snemam, pa vidim, da je en avtodom ima vrata odprta in jaz tam malo tako pogledam, malo šnofam notri in vidim pač, da nobenega ni in vzadaj se pa en dere, oprostite, pardon, se dere za mano, jaz se naredim, kot da nič ne slišim, ampak me od tam kar hitro so me pač od tam odstranili, ker kaj sem kasneje izvedela je bilo to, da sta ravno v tistem avtodomu bila pač ta glavna igralca, tako da malo je manjkalo, da bi se jaz levo obrnila, pač pa bi ni jo videla, ne, tako da niso imele te sreče, da bi pač videle katerega direktno tak igralca, ona Afra je tam mahala. Nama je pa uspelo lansko leto jaz z tem glavnim igralcem od Jamdaki, ki se posnet, pa bile smo na tej lokaciji od Ashkman tak Intikam, tam smo gledali in videli te glavne igralce, tako da lokacij je ogromno. Zdaj, za vse tiste, ki prihajate v Istanbul, pa ki bi želeli imeti te lokacije, sem jaz pripravila en priročnik e-knjigico, če bi jo želeli imeti, če bi jo želeli naročiti, se mi lahko javite v mail imate napisane spodaj v opisu videa, tako da evo, z vsem mojim znanjem in poznavanjem mesta in z pomočjo moje tašče poznavanjem serij, sem vam spisala eno knjigico, evo, tako da imate lokacije trenutno samo od nadaljevanke Jale Čapkane, ker ta je zdaj najbolj popularna,
Tako da, če gledate to, evo, imate čisto vse lokacije, kje se snemajo pač v tejle knjigici, da se mi lahko javite. Je ta tema, ne vem, zanimiva in da je zdaj vse jasno, kar se tega tiče. Drugače pa ja, pišite mi, če imate še kakšne vprašanja spodaj, pa pišite mi, če bi, ne vem, če vam je ta knjigica, priročnik uporabna, pa če bi še imeli kakšne druge lokacije z katerih drugih serij. Tako da, hvala, da ste gledali. Upam, da je kavica zdržala, da ni premrzla, da nismo bili predolgi. In ja, to je to. Uživajte in čau iz Istanbula.